Lepo pozdravljeni! Trajnostnega razvoja ni brez trajnostnega komuniciranja. Danes si bomo ogledali nekaj vidikov trajnostnega komuniciranja z zunanjimi deležniki. Ko komuniciramo z zunanjimi deležniki, pravzaprav pogosto ne vemo, kdo so to. Pomembno je torej, da jih najprej spoznamo, predtem pa je pomembno, da se vprašamo, kdo izmed nas bo komuniciral. To je seveda zelo široko vprašanje in danes ga ne bomo zelo na široko obravnavali, ampak na splošno primeri dobre prakse kažejo, da je višja stopnja vključenosti zaposlenih zelo pomemben dejavnik uspešnosti komuniciranja tudi navzven. Torej, ko hočemo spoznavati naše deležnike zunaj, predtem naredimo domačo nalogo in spoznavamo naše deležnike znotraj. A o tem smo snemali poseben video in vabim vas, da si ga ogledate, če si ga še niste. Torej, sedaj poglejmo navzven. Najprej je A od vseh A-jev je spoznajmo svoje deležnike. Zelo pomembno je, na kakšen način se naši deležniki odpirajo komunikacijskim vsebinam. Koliko jih pritegne tako imenovana kognitivna osnova, to pa pomeni, da k njim pridemo s podatki, analizami, interpretacijami, širšimi razmisleki o določenih širših izzivih in naših odgovorih na njih. Koliko izmed naših zunanjih javnosti se odziva predvsem na čustvene vidike. Vsi se spomnimo, kako zelo pomemben je bil čustven vidik, ko smo videli na različnih kanalih vizualne posnetke, koliko plastike se nahaja v naših oceanih. In ta čustvena reakcija je presegla velikoletno komuniciranje, ko so se podajale samo določene številke. Kajti, če rečemo toliko in toliko milijonov ton odpadne plastike v oceanih, pomeni samo določenemu segmentu nek alarmanten podatek. Ko pa dejansko vidimo te gore nakopičene plastike, recimo v velikosti neke Francije, ali ko vidimo konkretne morske velike živali, ki so se zadušile z določenimi plastičnimi odpadki, potem je pa ta čustven odziv bil zelo velik in so dosegli komunikatorji mnogo odmevnejši odziv, kakor komuniciranje samo številkami. In enako je akcijski vidik, včasih lahko komuniciramo s tonami določenih številk ali z določenimi zelo čustvenimi zgodbami, pa ljudi ne premakne tako kot določene konkretne akcije, v katere jih vključimo in lahko sodelujemo. In je zelo pomemben ta močen vtis, ki ga naredi v osebnosti, ko se lahko vključimo sami in smo del te čustvene zgodbe. Torej, svoje deležnike spoznavamo preko teh triggerjev, preko filtrov, kaj jih spodbudi za trajnostne teme in kaj jih odpre za aktivno udeležbo v trajnostnem komuniciranju. Seveda drugi tak pomembni razmislek v našem trajnostnem komuniciranju je pomembnost. Torej, nikoli ne komuniciramo šumov, ampak komunikacija mora biti pomembno, širše družbeno relevantna in seveda pomembna za posamezne deležnike. Po moji izkušnji, marsikatero podjetje trajnostne komunikacije obravnava kar v okviru nekih marketinških strategij, kar seveda ne drži in se izkaže pogostokrat kot za ne najbolj modro strategijo, kajti določene marketinške analize ne vsebujejo teh trajnostnih komponent in so lahko neke sociodemografske značilnosti analize našega trga, ki pa ne kažejo raznolikost, kar se tiče preferenc v določenih temah in tudi komunikacijsko pripravljenost in odprtost na določene načine trajnostnega komuniciranja. Zato je pomembno, da najdemo tiste pomembne vidike, s katerimi komuniciramo do naših javnosti. Naj dam en tak zanimiv slovenski primer, ki je bil sedaj udejanjen v tem času korone. Torej, snemamo ta video oktobra 2020 in kot vemo, to obdobje je koronasto obdobje,
ki je zaprlo ekonomijo. Argeta, kot vemo, je to blagovna znamka za paštete in namaze in v tem času je prišla do določene informacije, da je ena ribogojnica v slovenskem primorskem mestu je čez noč izgubila večji del svojega trga in niso mogli prodajati sladkovodnih rib, ki so jih gojili, in pravzaprav bi lahko zaprla skoraj vsa svoja delovna mesta. Argeta je v smislu relevantnosti delovnih mest, trajnostne nabave, lokalne dobaviteljske verige se takoj vključila, odkupila, mislim, da je šlo približno za 15 ton neke sladkovodne ribe, naredila nov recept za pašteto, se povezala z domačim trgovcem, z Mercatorjem in so naredili nek nov krožni poslovni model z odkupom domače surovine, z domačim izdelkom, s prodajo na domačem trgu, ohranili relevantnost domačih delovnih mest, perspektivo nove dobaviteljske verige in hkrati so pokazali svojo družbeno odgovornost. Se pravi, v času, ko se je ekonomija praktično ustavila, si z določenim dejanjem pokazal relevantnost in pomembnost svoje družbeno odgovorne drže. Zelo pomembno je, kar vemo v komunikaciji, je storytelling ali pripovedovanje zgodb. Kajti v zgodbe pripeljemo karakterje, se pravi osebnosti z vsemi svojimi barvitimi vidiki, ki so lahko intelektualno močni, lahko so igrivi, lahko so kognitivni, lahko so akcijski, lahko so simpatični, se pravi na vseh teh načinih potem komuniciramo in pritegnemo v zgodbo naše deležnike. Seveda je zelo pomembno, da to zgodbo navežemo na širši družbeni problem, kakor nekdo, ki izdeluje določene pijače, opozarja bodisi na zaščito vodnih virov ali kakršnikoli drugi relevanten, soroden, širše družbeni izziv ali na družbeno odgovornost. Naslednji nasvet, točka številka 4, je, da vključujemo dejstva in številke. Vsak izmed nas, ne glede na to, kateri življenjski jezik govori, hkrati sliši vsaj deloma na številke in na dejstva. Seveda, določen segment je izrazito analitičen in podatkovno močan, takšni so zagotovo nadzorniki, revizorji, tudi ta lastniška struktura, vlagatelji, ampak kaj se je pokazalo in tudi v razpravi s kolegi, ki se ukvarjajo v tujini s trajnostnim razvojem, se ugotavlja, da velika večina podjetij, ki so sicer na tej trajnostni poti, želijo tudi trajnostni komunicirati, se je ustavilo pri trajnostnem komuniciranju ravno pri trajnostnem poročanju. In s tem, ko trajnostno poročajo, pripravijo celoten obseg svojega trajnostnega popotovanja z vsemi izzivi, hkrati tudi z uspehi in dejstvi, katere so pač dosegla. Hkrati menijo, da je to in da s tem zadovoljujejo potrebe po trajnostnem komuniciranju. Pomembno je, da vemo, da to ni res, da je trajnostno komuniciranje skozi trajnostno poročanje sicer ta baza, v kateri seveda zaobjamemo celoten korpus v nekem smislu naših trajnostnih ambicij, strategij in dejanj, rezultatov, ampak da s tem nagovarjamo samo en segment deležnikov, na drug segment pa moramo pogledati z drugimi očali in komunicirati preko drugih filtrov. Pomembno pa je, da ne glede na to, da smo vsi sedaj veliko bolj vizualno odprti kot včasih, da pa ne spregledamo tega vidika in da tudi prikazujemo v analitičnem jeziku, kajti delež naših deležnikov je pa vendarle takšnih, ki potrebuje to vrstno komunikacijo in se na njo odziva. Bodimo pošteni, to je sicer bazični podstat vsake odgovorne komunikacije, ampak v trajnostni komunikaciji je to res zakon, kajti če tu zapravimo poštenje, smo izgubili vse. V praktični aplikaciji trajnostnega poročanja, komuniciranja smo seveda večkrat pred izzivi,
kaj povedati odprto, kaj povedati kako detaljno, kaj pravzaprav zamolčati, kaj povedati samo z nekega lepšega vidika, stvari, ki so nam pa izziv, pa nekako še obiti. V življenju je seveda potrebna diplomacija in včasih ne damo kosti tam, kjer je ni potrebno, zagotovo, ali pa razkrijemo podatke tam, kjer poslovno to ni modro. Ampak dejansko premislek trajnostnega razvoja je ta, da ta, ki želi trajnostno komunicirati, pove, kaj je že dosegel, hkrati pa odprto pove tudi izzive, s katerimi se sooča. To je kredibilnost trajnostnega komuniciranja in vsak, kdor ve, da v življenju, to smo pa vsi, ne sije vedno samo sonce in trava ni samo zelena, potem vemo, da realna slika je veliko bolj verodostojna, gre pravzaprav za dokumentaren prikaz in ne za neke manekenske fotografije, ki vsi vnaprej vemo, da niso resničen prikaz našega stanja. Pomembno je, da smo v trajnostnem komuniciranju preprosti. V tem času, ko se kar gnete kompleksnih nekih konceptov, ker pravzaprav vsak koncept ima za sabo zelo kompleksne module, tudi besednjak je relativno kompleksen, ko govorimo o dekarbonizaciji ali razogljičenju, so zadaj mnogi kompleksni koncepti ali o krožnem gospodarstvu z tega, z drugega vidika. Marsikdo pravzaprav kar kot substitute jemlje določene terminologije trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva, dekarbonizacije, povratnih zank takšnih in drugačnih, mnoge druge koncepte družbene odgovornosti in tako naprej. Je pomembno, da sami razumemo, kaj je zadaj, razumemo do te mere, da si znamo sami prevesti in da ne uporabljamo besednjakov, ki so pretežki za nas, za razumevanje in tudi za druge. Torej smo preprosti in znamo tudi velike koncepte povedati preprosto, da jih lahko razume širša javnost. Pomembno je, da smo vidni in aktualni, torej z različnimi zornimi koti in tu smo pač kreativni, znajdljivi, atraktivni, znamo vsebino potem prevesti, prikazati, skomunicirati preko različnih kanalov z različnimi feedbacki, torej z vsemi 7 jeziki življenja. Zelo pomembno je, in to kažejo tudi raziskave, da si deležniki želijo vse več aktivnosti, lastne aktivnosti, aktivnega sodelovanja in zato je pomembno torej, da jih povežemo na več ravneh, torej da ne ostajamo samo na težkih, relevantnih temah za naše podjetje ali organizacijo, ampak da deležnike vključimo preko tem, ki so relevantne tudi za njih. Vse več ljudi želi več vedeti o izdelkih, storitvah, o našem načinu tudi poslovanja. Zelo jih zanimajo teme, kot je njihovo zdravje, počutje, smisel, sreča življenja in tudi te koncepte, čisto bivanjske koncepte o dolgoročni perspektivi. Torej, bolj ko smo znajdljivi, atraktivni, bolj ko smo široki v uporabi številnih jezikov življenja in znamo se povezati na enkraten, unikaten in poseben način, bolj odpiramo polja trajnostnega komuniciranja z našimi deležniki. Komuniciranje z zunanjimi deležniki na trajnosten način je izjemno obsežna tema. Danes smo se dotaknili samo določenih vidikov in področij. Verjamem, da v določenih drugih vsebinah, kdaj ali kmalu, lahko odpremo še druga polja, zato predlagam, da raziščete naše trajnostne vsebine na našem YouTube kanalu Fit Media ali nas obiščete na spletni strani www.zelenaslovenija.si, kjer so številne naše teme in področja našega delovanja, trajnostnega razvoja. Veseli bomo vašega kontakta, želimo vam uspešno delo in vse dobro, lepo pozdravljeni.